Nekaj o začetkih pouka programiranja na fakulteti za elektrotehniko, v bistvu o zametkih študijskega programa računalništvo in informatika. Predmet osnove programiranja je uvedel profesor Hodžar, jaz sem bil pa njegov prvi asistent pri tem predmetu in verjetno, ker profesor Hodžarja več ni med nami, je smiselno, da jaz povem kaj o tem. No, v letu 1968 sem bil še študent in to leto sem sicer tudi diplomiral. In študentje na tehničnih fakultetah smo v tem času pri svojih izračunih uporabljali bodisi logaritemske tablice, še bolj pogosto pa logaritemska računala, saj kalkulatorjev, kakor jih poznamo še danes, takrat še ni bilo. No, osnovni trik je bil sledeč, recimo, če si hotel zmnožiti dve številki, si oba podatka logaritmiral, logaritma seštel in nato na koncu zmnožek dobil tako, da si opravil obratno operacijo. Kako je to potekalo na teh logaritemskih računalnikih, si lahko pogledamo na naslednji simulaciji. Imamo pred seboj posnetek oziroma simulacijo logaritemskega računala. Recimo, če hočem zmnožiti oziroma videti faktorje zmnožke številka 2, lahko tukaj nastavim enko na dvojko in potem vidim, da 2x2 je 4, 3x2 je 6, 5x2 je 10. Tako je pač potekal tale postopek. No, zdaj bom ta logaritemsko računalo pač ugasnil oziroma grem na naslednjo stvar in sicer nadaljujemo. Dejansko se pa učenje programiranja začelo v danem letu 1967, ko se nas je približno 40 študentov na fakulteti za elektrotehniko odločilo, da bomo poslušali predavanja, ki jih je organiziral profesor Skubic, izvajal pa takrat še asistent, kasneje pa seveda profesor Gabriel Tomšič. In pri tem smo uporabljali računalnik CUSE Z23, ki je bil nameščen v Inštitutu za matematiko in fiziko. No, ta posnetek je meni še posebej zanimiv, ker kaže tukaj tudi klasični poštni teleprinter, ki je bil vhodna in izhodna enota tega računalnika. Zakaj to kažem? Ker ko sem se zaposlil na Inštitutu Jožef Stefan po prihodu iz vojske, moja prva naloga je bila, da naredim računalniški nadzor nuklearnega reaktorja TRIGA, ki ga ima Štefan. In seveda pri tem sem moral, dali so mi kot napravo za izpis dogodkov, v bistvu ta ostanek CUSE-ja, ravno tak, in zanj sem moral seveda narediti tako vmesnik, interfejs, kot seveda tudi sprogramirati ustrezen gonilnik, pa tudi še vse kaj drugega. In vse to je seveda potekalo na nivoju zbirnega jezika. Vendar dovolj o tem. Torej, študente, ki smo pač delali ta tečaj, delali smo v bistvu tečaj za programski jezik Algol, njegova podmnožica Algol 60, katerega približno vidimo tukaj en primerček in vidimo, da nekoliko spominja na Pascal. No, lahko rečem, da ker sem se takrat prvič srečal s tem programiranjem, računalništvom, me je začudilo to, da ko pripraviš program, vneseš najprej program in potem šele podatke in da ti recimo nekaj izračuna. Medtem ko pri matematiki ali pa drugih nalogah smo bili navajeni, da so bile naloge in tudi podatki najprej napisani in potem si nalogo reševal. No, danes vemo, da je to čisto normalen postopek. No, tukaj kaže računalnik IBM 1130. Jaz sem se s tem računalnikom najprej srečal leta 1968, ko jih na Ljubljanski univerzi še ni bilo. In sicer sem za svoje diplome moral hoditi na ta računalnik v Zagreb, kjer sem pač na njem počenjal neke simulacije. No, če pogledamo še nekaj teh detajlov, stvar je zasedala, kot vidimo tukaj, kar celo sobo. Recimo, tukaj vidimo še nekaj detajlov, pa poženimo to animacijo. Everything is doing, so it's in good shape. You can step through instructions and see, so the first instruction, and there's the machine doing its thing.
če malo ustavim, tisti, ki ste takrat, kasneje, torej v letu 71 in kasneje, se srečali s tem računalnikom, seveda dobro poznate to konzolo in ta stikala, ki so gor. Zanimivo je, da najdemo na internetu njegovo simulacijo na IBM-ovih straneh in če si tole pogledamo, vidimo, da dejansko je tale pač konzola podobna oziroma taka, kakor jo vidimo na tem pravem računalniku. Bom te stvari nekoliko prestavil dol in recimo lahko pogledamo. Tole me nekoliko moti, bom malo prestavil, ker me prekriva ta moj simulator. Jaz lahko recimo v ta simulator prvič ga lahko vklopim in izklopim, recimo. Zdaj ga bom vklopil, to je tip, ko smo tudi prej videli. Potem vidimo tukaj na konzoli recimo instruction address, to je instruction address register, da nas bi temu rekli programski števec. In jaz lahko vam ga tudi kaj vpišem, recimo s temi stikali, jaz bom to zdaj kar nekaj naključnega sestavil, to je kot da bi programski števec nastavil, load ta register in potem, če recimo to stvar prestavim na single instruction, torej korak po korak, dejansko lahko skačem po tem programu, ki bi bil tako gor vpisan. No, to je seveda namenjeno predvsem nostalgikom, ki se morda spominjajo tega računalnika. Ta računalnik seveda se je v Ljubljani najprej pojavil leta 71 na fakulteti za matematiko in fiziko. Še nekaj posnetkov tega računalnika. No, zanimivo je recimo ta njegova, bi rekel, pomnilniška enota, ki je imela, vidite, da so bili to taki ogromni diski, večji od večje pice praktično, nekje ekvivalenti, bi rekel, naših današnjih USB ključkov. In ta enormna stvar, ki je bila izmenljiva, torej vsak si je prinesel svojo, je imela celih pol megabajtov spomina. Skratka, za naše pojme, če primerjamo, recimo, jaz imam ključke, ki so več kot 100.000-krat močnejši. No, poleg tega bi še to povedal, da računalnik, ki so ga imeli na fakulteti za matematiko in fiziko, je imel celih 8 kilobajtov delovnega pomnilnika. Leto zatem je tak računalnik dobila tudi fakulteta za elektrotehniko, ki je bil pa dvakrat zmogljivosti, imel je kar 16 kilobajtov pomnilnika. Za naše pojme seveda so to smešne stvari. No, če pogledamo, kako se je to programiralo, vidimo tukaj recimo v Fortranu, tipičen primer, študentje so svoje programe pisali na tak formular, to so dali v roke posebni pač operaterki za luknjačem, da je to zluknjala in na koncu so dobili tak šop kartic. Vidimo, da je ta šop kartic diagonalno prečrtan. Zakaj pa to? Ker smo se bali, da bi nam take kartice padle po teki, bi se vse razmešale, kot so igralne karte, in s tako diagonalo smo lahko vsaj približno potem stvari spet spravili v pameten red. Kot že rečeno, študentje so pri svojem delu, torej profesor Hodžar je učil osnove programiranja, to je v Fortranu, so študentje uporabljali kartice, luknjačice so jih v bistvu spremenile v pač kartice in to je šlo potem v čitalnic kartic v računalniku. To je študentje računalnika niso videli razen skozi šipo. Videli so ga pač tisti, ki so bili nekoliko bolj posvečeni, recimo diplomanti ali pa kdo drug še. No, če pogledamo, seveda tukaj iz tistih časov je zanimiva ta slika, kaj pa je to. Sočasno, ko je fakulteta za elektrotehniko dobila IBM 1130, je v sosednjem prostoru, torej istočasno na kup, lahko rečem, se pojavil ta računalnik, ki je pa hibridni računalnik. Današnji računalnik, kar je verjetno sigurno ga ne znajo programirati, morda verjetno tudi ne vejo, kaj to sploh je. Dejstvo pa je, da se je tam s takim računalnikom, programiral si ga s prevezovanjem takih žic, dejansko dalo rešiti tudi diferencialne enačbe višjih redov. No in na tej sliki opazite še tega mladeniča, če ga še niste spoznali, seveda to sem bil jaz, vendar v tistih časih seveda sem bil rahlo drugačen. No, če se povrnemo nazaj na
samo programiranje. Leta 1971 je profesor Hodžar, vidimo ga tukaj na sliki, uvedel ta predmet osnova programiranja in vidimo tudi iz tistega časa, sem staknil zapis, da je imel tudi nek učbenik, neko publikacijo na to temo. Zanimivo je bilo pa njegovo ocenjevanje. Skratka, ker študentje v bistvu računalnika niso videli, interaktivno delo niti podrazno še ni prišel poštev takrat. Je stvar, ki sem že rekel, potekala tako, da so dali luknjati svoj program, na koncu so dobili spisek iz tiskalnika računalnika in način ocenjevanja je bil nekoliko hecan za današnje čase. Vsaka napaka, ki je bila lahko tudi tipkarska praktično, je pomenila oceno nižje, kar pomeni, da po 5 napakah v bistvu si imel šus, cvek. Seveda, bi rekel, tak način ocenjevanja ni ocenjevanje znanja iz programiranja, ampak tako je takrat pač bilo. No, če gremo pogledati tukaj naprej, sem staknil neke zapiske, kjer kaže, da v letu 1973 je prišlo na pedagoškem znanstvenem svetu univerze, da je pač tekla razprava in zaključek je bil, da se na fakulteti za elektrotehniko in FNT, oddelek za matematiko, da se dogovorijo o sodelovanju pri študijskem programu računalništva. No, takrat se je dejansko uvedlo še ne popoln program, pač pa samo 2-leten program v zadnjih 2 letnikih študija. Prej si pač študiral bodi si 2 leti na elektrotehniki, bodi si na matematiki, potem si pa tukaj nadaljeval. Med pionirji vidimo, na tej sliki vidimo profesor Viranta. To ne bi bil profesor Hodžar, čeprav po mojih spominih je bolj ta slika v desnem kotu spodaj, skratka spominja nekoliko na Einsteina, morda v mlajših letih, če je to zgledal, in pa seveda profesor Leskovat. In pa seveda še en akter je bil profesor Gergek, ki je imel teorijo informacij. Tako da takrat, recimo, jaz pač poznam svoje spomine iz fakultete za elektrotehniko, vem, da na enem prvih takih srečanj, jaz sem bil kot asistent samo zapisnika zraven, so sestavljali, Virant bo imel digitalno tehniko, Hodžar bo imel osnove programiranja, Leskovar bo imel informatiko, Gergek bo imel teorijo informacij. In jaz sem imel ta zapisnik na roko napisan. Žal mi je, da sem to vrgel v stran, zato ker danes bi bil to en zelo zanimiv dokument. Morda, že ker imamo to sliko s profesor Gergekom, še ena zanimiva misel, kako težko je takrat bilo razmišljanje o samostojnem študiju. Profesor Gergek je bil zelo, bi rekel, časten profesor in doktor in tako naprej, ampak v glavnem njegova trditev je bila, da študij računalništva sodi na fakulteto za elektrotehniko, ker skozi računalnike teče elektrika. Seveda po tej logiki bi danes rekel, da je to, ne vem, morda na fakulteti za kemijo, biologijo, fiziko in podobno. Tako da seveda je bilo to razmišljanje zgrešeno. Koliko je bilo zgrešeno razmišljanje v tistih časih, ko smo se hoteli osamosvojiti, da sme biti študentov računalništva največ 1/3 študentov elektrotehnike, kar je seveda popolnoma zgrešen pristop. Tako je takrat stvar potekala. No, če se povrnemo nazaj, v 70-ih letih se je pojavil mikroračunalnik, najprej tale Intel 4004, potem je bil Intel 8008 in tako naprej. Pojavili so se prvi računalniki, ki smo jih pač sami sestavljali, seveda po nekih načrtih. Vem, da na Inštitutu Jožef Štefan smo imeli 5 oddelkov, kjer je vsak oddelek razvijal svoj računalniški sistem. No, sam sem bil v enem od teh oddelkov in se spomnim, da recimo prvi program, ta stvar ni imela niti še romov, mislim, sprogramiranih. Vem, da sem te rome smo programirali na fakulteti za elektrotehniko, binarno, to je stikalno, skratka popolnoma strojni način kodiranja, pri čemer smo upali, da se nismo kaj zmotili, ker seveda pa vemo, da je pri programiranju pogosto pojav, da se kaj zmotiš. No, vendar, takrat je pač prišlo do, te eksplozije,
Tudi drugje so se te stvari pojavljale, Iskra, fakulteta za elektrotehniko in sigurno še marsikje drugje. Kakorkoli že, jaz recimo sam sem kar veliko programiral na strojnem nivoju, pa predvsem na nivoju zbirnega jezika, kot sem že prej rekel. In potem v naslednjih letih je prišlo do enega premika. Tudi fakulteta za elektrotehniko je dobila recimo PDP 1134, bolj spodoben računalnik, lahko rečem. Tudi, kar bi lahko povedal, da je imel dosti boljši zbirni jezik in seveda strojni jezik. Videlo se je, da so to stvar dejansko načrtovali softveraši, medtem ker Intel je se zelo čutilo to, da je pač v ozadju bil dizajn s strani hardverašev. Skratka, v didaktičnem smislu je bil PDP 11 zanimiv. No, seveda, ti računalniki so sprva imeli feritne pomnilnike, kar pomeni, da niso imeli ROM-a in recimo tudi v začetku si ga moral programirati na ročen sistem preko teh stikal, podobnih, kot smo jih videli tudi pri IBM 1130. In seveda tudi tako imenovani bootstrap loader, to je zagonski nalagalnik, da je sploh stvar zaživela, smo morali ročno opisati. Vem, da smo to tudi po večkrat na dan delali in jasno, da si vedel tudi sekvenco morda 20-30 ukazov strojnih na pamet. No, in to je več ali manj vse, kar sem hotel povedati tukaj, ker potem seveda pa sledi obdobje, ko so se pač pojavili tudi osebni računalniki. No, če ste pričakovali od mene, bi rekel, nek resen zapisek svojih spominov, ste se krepko zmotili, ker običajno stvar zapeljem v nekoliko bolj zabaven način in temu primerna bo tudi zadnji slajd. Technology, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump